ker gre za v bistvu vsi trije referati obravnave zdravstveno skrbo otrok. Prvi, ki obeta mogoče malce bolj pregledno obdelava te tematike, ostali so pa v bistvu zgleda bolj skoncentrirani na kot neke študije bolj primerov. Marsikaj pravzaprav glede tega je bilo danes tudi že slišati v prejšnjih referatih oziroma v prejšnjih panelih je dosti, kakor sem sledil, mogoče diskusija oziroma referatom se je dosti stvari naredilo tudi v to smer, tako da lahko tu tudi smatramo kot neko nadaljevanje kakšnih prejšnjih problemskih referatov. Zdaj pa, da ne bom jaz preveč tukaj izgubljal časa, bi povabil prvo govornico, profesor doktorico Zvonko Zupanič-Slavec iz Inštituta za zgodovino medicine pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, da pač predstavi svoj referat pomen medicine za otroštvo v svetu in na Slovenskem. Prosim. Koliko se slišimo? Jaz sem vedno znala občutek, da smo učitvi tisti, ki stopno pred svoje slušatelje na medicini pa mene 400, ja ne pa kako znam. Ne, kako da sem nekaj medicinc, ne? Včasih in se mi zdi, da mora biti vkako vredno, da smo v mikrofonu in pripetni in pritrjeni na mizo, za mizo, ali? Danes smo pravzaprav eno zelo veliko temo. Zelo veliko temo, že če pomislim zelo osebno, na sestri Đorđici, moji osebni rojeni, moji družini, ki sta imeli leta 69 kilo 20 in kilo 60 in sta preživeli. Koliko časa nazaj bi bilo to možno? Dan danes se rojevajo nedonošenčki s 500 grami in preživijo. Pa ne govorimo samo o nedonošenih otrocih, tudi recimo, če bi se ozrli v ta prvi moment, če sploh ne govorimo seveda o sami zanositvi, o zdravi nosečnosti, ampak o porodu, ki je prvi moment, ki daje možnost, da se otrok sploh porodi in da se otroštvo sploh začne. Strašna smrtnost mater in otrok ob porajanju skozi zgodovino človeštva je bila tista, ki je onemogočila številna otroštva. In znanost s svojim razvojem je postopoma dajala priložnost, da se kup naravoslovnih znanosti povezuje v nova znanja, v korist, seveda tudi medicine. Medicina je silno nujna disciplinarna stroka, ki nujno potrebuje biologijo, potrebuje fiziko, potrebuje kemijo, potrebuje tudi potem kup humanističnih strok, potrebuje psihologijo, ne? Da recimo vsaj ta obrobem poveže vse to. In skupaj vsega tistega, kar na koncu lahko da, naj bi bil predvsem v dobro človeka, njegovega zdravja in njegovega dobrega počutja. Če govorimo o otroku, je v tem kontekstu ogromno vsega tega. In danes pravzaprav si sploh več ne znamo predstavljati, da bi mati ne imela, ali da nosečnica ne imela oskrbe toliko nosečnosti, da bi ne imela zagotovljenega varnega poroda in da bi ta otrok ne imel svoje posvetovalnice, svojega pediatra, svojih rednih pregledov, vakcinacij, nadzora ob določenih življenjskih obdobjih, kjer preverjamo, kako raste, kako napreduje, a je njegov razvoj zdrav in to psihofizično, eno in drugo je za nas zelo pomembno. A ne? Tako da ta kompleks vsega tega, kar sem danes tukaj pravzaprav pripravila, ekstenzivneje pa za zbornik spisala, je, jaz mislim, ena tema, ki bi nas, kolikor bi naenkrat medicino zredirali,
vrnila 500 let nazaj. Ko se sprašujemo o umrljivosti otrok, se tako rečemo, presnimo sej. Se je bilo še včeraj tako, da je ravno s mojo sodelavko Sento Javnigovo, je bila pri nama ena obiskovalka, ki je rekla, kako je njena babica, ne vem, 13-krat rodila in da kar s polja prišla, pa je že imela povitka otroka, ne? In ko mi je dober tistega mal porihtala, po 2 dneh je spet šla na njivo, da je bilo kaj jaz. Tako da danes smo pravzaprav strašno razvajeni. Mi se tega sploh ne zavedamo. Ne zavedamo se tega, kaj nam je zavno s medicino in koliko pa bi pravzaprav se morali vprašati, ali je to res vse samo po sebi umeni. Hkrati mislim, da smo tudi v številnih pogledih zelo permisivni bili pri vzgoji in da starši danes neredko pričakujejo že skoraj da čudeže v medicini. In da, če nekje rečeš, oprostite, ta rakava bolezen tega otroka pa žal res ne obeta pozitivnega izida, si skoraj da deležen tožbe. Medicina je postala silno kruta. 160 zdravnikov na Beljani v Škofijino. Tako nam je fanta. Kogarkoli bi za en teden dala delati na odjelco, se poklavno zdravnikov. Ker to je res garanje in pa niso hotel prezirati, to niso čajne zvezane. Sem skratka, to, da je danes zdravstveno stanje otrok takšno, kakršno je, in da praktično skoraj ni več razlogov, da otrok ne bi mogel ob neki medikamentozni podpori, zdravstveni podpori, psihološki podpori, neki sociomedicinski recimo, ker pač je vseeno v medicini ostaja, pa seveda ima pri tem sociologija tudi, in socialno delo, socialno skrbstvo veliko vlogo. Tega si ne znamo predstavljati več. Ne? In jaz bi samo na hitro poskušala nekaj tistih temeljnih stvari povedati, ki pravzaprav se vsebinsko veže na tole temo, da tudi bom rekla lege artis, je to referat, da ne boste rekli, da je to samo nek polemičen nastop. Otrok pravzaprav je od nekdaj bil cenjen, bil spoštovan, ampak pač znanje ni bilo, kako mu pomagati. In srednji vek, tisto, kar je lahko ponudil, je bila predvsem karitativna dejavnost. Vi veste, da vsi ti špitali, sirotišnice, najdenišnice niso imele zdravnikov. To ni bilo zdravstvo, to niso bile zdravstvene oskrbovalnice. To so bile pač pribežališča, kamor se lahko te otroke počasi nekako, bom rekla, zelo skromno odložilo. Tudi veliko so bili zlorabljeni na različne načine. Z razvojem znanosti, ki se je zelo počasi razvijala, so pač prve knjige spet nastale z tega področja, prva spoznanja, ker zakaj so otroci najpogosteje umirali? Zaradi nalezljivih bolezni. In recimo to, da so počasi videli, da ima pravzaprav vsaka bolezen svojega specifičnega povzročitelja, da iz ošpic lahko samo ošpice dobiš, da iz koz so samo koze, da recimo, če se nalezeš davice, da samo davico lahko dobiš. To so trajala stoletja. In potem te prve monografije, ki so opisovali te posamezne bolezni, so bile zaradi tega revolucionarne. In Marko Anton Klečič je eno veliko soukamstvo nekaj je prvi pravzaprav to opisal, da ima vsaka bolezen svojega specifičnega povzročitelja in velja tudi za mednarodnega predhodnika sodobne mikrobiologije, Pasteurja, Kocha in tako naprej 19. stoletja. Tudi niso vedeli, kako otroka hraniti. In če boste recimo arhivske knjige gledali, bo pri majhnih otrocih pisalo diagnoza fras. Kaj pomeni fras? Kdo izmed vas ve, kaj pomeni fras? Ne. Kaj pomeni fras? Občutljivost na maščobo vleku. Bravo. Kaj prav doktor Prošir mislil? Smo se došli zapomniti. Aha, no kakor bolj, ja. Lahko. Ampak, ja, tukaj je
pomeni pravzaprav, da kravje mleko ni ekvivalentno materinemu mleku in da ga treba reči. In potem so te maščobe povzročale hudo iritacijo črevesja in driske. In otroci so se dehidrirali in od tega umirali. In to je bilo, veste, prehrana. Da ti prehrano postaviš na zdrave temelje, to je velika stvar. Rada bi, da se eno ime zapomnite. In sicer v Ljubljani rojen pediater Ernst Moreau, ki je prvi uvedel Moreaujevi diete v Heidelbergu, bil predstojnik otroške klinike v Heidelbergu. Korenčkove kašice so bile to, pa z rižem. In tudi nek poseben znak Moreaujev, znak, ko se otrok splaši, ko recimo tako nekaj mim pride, dokler je živčni sistem nezrel. Ernst Moreau, v svetu ga poznamo, v Ljubljani malo vemo, da je bil tukaj rojen. Knjižna dela počasi in prve institucionalizirane otroške ambulante. Ampak to je šele čas razsvetljenstva. Poglejte, prva 1769, in te so se potem počasi širile, ampak največja in najbolj dramatična stvar v ohranjanju življenja ljudi in otrok je lepo uvedba cepljenja. Cepljenje je najbolj dramatično spremenilo to vseh nalezljivih bolezni. In črne koze so bile samo prvi primer, kjer ni bilo pravo cepljenje. To je bila variolizacija. Variolizacija in vakcinacija ni ista stvar. Če ti recimo, kaj je vaka? La vaka je un animal, v španščini. Vaka je krava. Če recimo ti kravi če ti recimo kravje koze, da cepiš človeku, je to vakcina. Če pa ti daš človekove, torej, če ti kraste, kruste, če to rečejo, ki nastanejo po kozah, zmevješ in jih recimo stari Kitajci so jih že 1500 let, mogoče še prej, upihvali z bambusovimi slamicami v nosno sluznico in so ti ljudje bili zaščiteni pred kozami. Vi veste, da kaj rečemo si kozav. Kaj to pomeni? Kozav je tisti, ki ima na obrazu kaj? Pa na telesu, kaj ima? Brezgotine. Vi veste, da recimo plemiči so svoje dekleta, če so slučajno dobila koze, se niso mogli poročiti, ker so bile kozave, so bile grde obraze in so morali navadno v samostane. Torej, zato, ker koze povzročajo brezgotine, so v nosno sluznico upihovali. In to tisočletja pred našim štetjem. Ampak to do Evrope ni prišlo. In Edward Jenner, ko je to uvedel, on je to dobil pravzaprav ene Lady Montagu, ki je bila žena angleškega veleposlanika, torej v Istanbulu, in ona je tam videla, da pravzaprav na tak način se ščitijo s kravjimi kozami in da ne zbolijo. In to je bilo, Slomšek piše, da ko so recimo ženske morale cepiti otroke proti kozam, ker je v času ilirskih provinc to postalo zakon in so potem preverjali celo cepilna potrdila, Impfungzeugnis se je pisalo, so v prvem grmu so otroku izsesale tisto vakcino, ker so pač rekle, da je to krst uničilo in tako naprej in ga hitro ponovno krstile in podobno. Tako da je kar pravilo, da so recimo te vakcinacije uspeli spraviti na neko sprejemljivo raven. To so nastale otroške bolnišnice. To je bila pa najbolj dramatična stvar, ki se je lahko zgodila. In poglejte, pri tem so počasi začeli z otroci ravnati bolj humano, bolj prijazno. Človeku vredno spoštovanje so jim dali. In šele sredi 19. stoletja je prišlo do spoznanja, da otrok ni le pomanjšana oblika odraslega, kar je ločilo interno medicino od pediatrije. To je bilo dramatično spoznanje. Otrok ne reagira enako na mleko kot odrasel. Banalen primer, ko smo ga pač prej imeli. In tako da tole, da se je recimo počasi začela pediatrija tudi bolnišnično, hospitalno razvijati, je bila velika stvar. Glejte, jaz mislim, da je to zelo pomembna tabela, ki bi vam je rada tukaj pokazala, zato ker kaže, kakšen je bil vpliv na to, da so recimo spoznali povzročitelji bolezni in upeljali cepljenja. Jaz sem tukaj prikazala prve označbe. Da je recimo Davidceva prvič res opisana dobro 1826. In so jo začeli zdraviti tako, da so ali recimo intubacijo naredili
ali da so prerezali, tlele po sapu so prerezali, ne? In pogledajte, prvi serum proti davici je bil pa šele 1890 odkrit, a ne? In so ga začeli 93 uporabljati. Za davico se je ogromno otrok zadušilo. Davica in škrlatinka sta bili strašno smrtonosni bolezni. In če boste stare popise recimo brali po raznih lokalnih kronikah, boste videli, so po 4-6 otrok hkrati umrli v eni družini. Strašna bolezen. Potem pogledajte, ena banalna bolezen, kot je recimo skorbut ali pomanjkanje C-vitamina, je hude posledice puščala pri obolelih. In recimo pomanjkanje torej sončne svetlove za časa industrijske revolucije, ko so bili otroci samo notora, in recimo, so starši delali cele dnevi in otroci niso bili na soncu, pogledajte, tole, da so recimo spoznali, da lahko pri miru rahitisa to zdravijo z ribjim oljem, pa to je bilo dramatično spoznanje. Banalno ribje olje, ampak tako pomembno. Uvedba inkubatorja za dojenčke, nedonošenčke, je z konca 19. stoletja. Potem prava prehrana dojenčkov, črevesne bakterije. Vidite, tudi konec Escherichia coli poznate, znameniti dunajski infektolog, pediatr. Potem od takrat naprej tudi poznamo posebne kapljice, ki so vsakem otroku jih ukapljali v oko, kredejeve kapljice proti gonoreji, proti tripelju, ko se otrok porodi, če ima mama gonorejo, se bo v porodnem kanalu okužil in bo dobil grdo gonoroično vnetje oči. Potem naslednja stvar, pogledajte, sterilizacija mleka. Pa to sploh ni stara stvar. Glejte, koliko malo časa, 150 let je takrat, kar recimo so to šele upeljali. In recimo zakonsko začeli otroke ščititi, najprej v Franciji, potem v Veliki Britaniji. Danes smo že nekaj slišali tudi o tuberkulozi. Škrofuloza je otroški tip tuberkuloze, kjer so samo bezgavke vnete. Imajo otroci ogromne take krofe, rečejo, okrog vratu, lahko v pazduhah, lahko v dimljah. In recimo teh škrofuloznih otrok je bilo prav veliko in se je tudi začeli šele od koncu 19. stoletja takole zdraviti. In potem se šele začne razviti socialna pediatrija, ki prinaša več vsega tega. Da pogledajte, znižanje umrljivosti otrok samo z raznimi profilaktičnimi ukrepi, ki so dosežek, torej razvijajoče se medicine in so dramatično vplivali, so pa predvsem sledeči. Spoznanje o tem, da recimo obstajajo alergije in da se začela imunologija razvijati. Vi mene prav pomenjate? 5 minut? Ja, 15 je bilo, ampak glede to, da imamo potem 3, ampak tako počasno. Vsej vas tako poslušamo. Tako. Potem recimo uvedba diagnostičnih testov. Uvedba profilaktičnih serumov proti škrlatinki, ošpica, otroški paralizi. Potem prvih kemoterapeutikov, ki se borijo proti nalezljivim boleznim. To niso še pravi antibiotiki, salvarzan, to so same Nobelove nagrade, praktično za vsako to odkritega Nobelova nagrada. Potem antibiotiki, to je pa eno najbolj dramatičnih odkritij v zgodovini medicine, leta 28, ampak ga do leta 45 praktično niso uporabljali. In z letom 43 še odkritje streptomicina antibiotika proti tuberkulozi. Glede, inzulin, kadar se nam zdi, da je vsaka sladkorna bolezen pozdravljiva. Ampak od leta 21 naprej še ne ga poznamo. Tako da to so res velika odkritja. Tukaj bi vam potem še prikazala, kdaj so upeljali ta osrednja zaščitna cepljenja. To so letnice, tudi imate vse zapisane v zborniku, zdaj vam tudi naprej že sodobnejše, recimo poliomielitis ali otroška paraliza, ošpice, rdečke, hepatitisi, rotavirusi, potem oslovski kašelj in tako naprej. Torej, vidimo, da se to ves čas razvija in da je izjemnega pomena. To bom zdaj preskočila. Vi se zavedate, da je zelo interdisciplinarno potrebno otroka obravnavati in jaz bi tukaj samo socialno pediatrijo kratko predstavlja. Ne bom nič o babištvu govorila, imamo prva medicinska knjiga je bila na to temo, prva šola zdravstvena je bila babiška, prva porodnišnica 1786 pri nas,
In tukaj potem vidimo, kako so te porodnišnice se počasi razvijale. 21, torej najprej imela okrog 20 postelj, še eno nazaj, in potem postopoma je pač pridobivala recimo postelj. Pa tudi pogledajte, recimo leta 61 oziroma 90 je bila recimo umrljivost otrok v porodnišnici 6,55. To se pravi še vedno zelo visoka. Prva otroška bolnica je nas nastala 1865, Daniel Kovač je ustanovil, Matrijona je ni več, tam je zelo starelih na Poljana, na ulici Stare Pravde, potem to bilo, ne bomo tega, to je malo manj pomembno, pediatrična klinika je potem nastala, in se je preselila na Brazov trg, odkud se je 2007 leta izselila. Šolsko zdravstvo se je razvilo v začetku 20. stoletja, potem pa predvsem socialna pediatrija, tista, ki je pomembna. Ta je poskušala zaščititi mater in otroka, upeljala šole za zaščitne sestre, kot se jim je reklo, ker predtem so samo nune tiste sestre, redovnice so bile tiste, ki so otroke oskrbovali. Uvedli so počitniške kolonije, uvedli so mlečne kupne, ogromno šolskih otrok je bilo lačnih. Tako približno je recimo Mega zgledala, negovalke, sestre, vse jih vidimo spodaj, tukaj zgore jih tudi vidimo, to so klofutrce, red klofutrce mrečejo, v Ljubljani. Dispanzeri so se razvijali, posvetovalnice in to je bilo vse, to je bila Štamparjeva medicina. Eno največjih imen jugoslovanskega javnega zdravstvenega Andrija Štampar, ki je bil tudi predsednik Svetovne zdravstvene organizacije, njen ustanovitelj in ustanovni član, pisal je ustanovno listino, izjemna stvar, on je zdravstveno dovolj upeljal. Tisto, kar bi jaz tukaj zdaj še rada enkrat ponovila, je torej, znižanje umrljivosti je nastalo na račun velikih odkritij, predvsem o pomembnih kroničnih bolezni, nastalo je zaradi uvedbe zaščitnih cepljenj najrazličnejših, zaradi uvedbe kemoterapeutikov, antibiotikov, sodobnih zdravil, ne pozabimo na take banalne, ki jih nisem omenila, pa sploh niso banalni, kot so recimo ultraviolični žarki, kot so vitamini, kot so minerali, ki jih pač dolgo niso poznali. Redno vakciniranje, uvedba tega v javno zdravstvo, seveda plačevanje, država je tiste, ki to plačuje. Tako da, če recimo rezimiramo in če si poskušamo sumarno povedati, kaj je tisto, kar je, če boste imeli drugič daljinci, to zelo elegantno, da človek ne rabi sedeti zraven, kar je resnično vplivalo na to, da se je torej strašno zmanjšala umrljivost pri otrocih, kako tudi pri njihovih materah, in da je kakovost življenja vseh otrok takšna, kakršna danes je to sumarno, torej najprej uvedba babištva. 1753 prva šola, zdravstvena šola v Ljubljani je bila babiška šola. 1782 prva poljudna slovenščini pisana knjiga je bila babiška knjiga Mahovčeva, Vprašanja in odgovori čez ušegarstvo. Cepljenja, kemoterapeutiki, antibiotiki, socialna pediatrija. Vsakomur je lahko to zdravstvo dostopno. To je nekaj izjemnega. Veste, da v Ameriki je še vedno 50 milijonov ljudi brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja. In to so velike pridobitve sodobne medicine, zdravstveno in socialno ozaveščene družbe, za katere se danes borimo, da jih bi zadržali. Če bo samo evro tisti, ki bo to diktiral, in če bo to postalo samo plačniško iz lastnega žepa, se bo počasi začelo dogajati, da te velike dobrine, ki nam jih je prinesel razvoj javnega zdravstvenega področja pediatrije, ne bodo več dosegljive vsem. Se veste, v Indiji vse isto poznajo, pa vseeno ogromno otrok umira, ker pač to ni znotraj nekega javnega zdravstva. Pedopsihiatrija
je tudi tista, ki prepoznava zgodaj, recimo duševne motnje in jih pravočasno poskuša rehabilitirati oziroma pač pomagati, koliko se to pri posamezniku da. Medtem ko pediatrična kirurgija, še kot ena, bom rekla, stopnja višje, je pa področje, ki recimo tudi lahko kup nekih malformacij, ki so lahko včasih sicer bolj estetsko moteče, drugič pa tudi seveda funkcijsko in tako naprej lahko odpravljeno. Tako da je, jaz mislim, znotraj širokega kompleksa vsega tega, kar danes obravnavamo za kakovostno otroštvo, je gotovo medicina in v širšem pomenu zdravstvo tisto, ki je dalo gotovo skozi zgodovino človeštva v svetu, kakor tudi na slovenskem velik prispevek. Nekaj smisel se še na koncu dodala. Je sicer takole. Jaz sem temu javnemu zdravstvu hvaležna, ker je tudi mojim 3 otrokom dal veliko zdravja in dobrega počutja. Hvala vam, srečno! Profesor Zvonko Zupanič Slavec, še enkrat hvala za ta pogled, tudi aktualiziran pogled in tudi vse te kritične misli, ki ste nam jih podali, smo jih gotovo z veseljem oziroma z vsem smo jih posrkali v nas.